Razvojni center za vodikove tehnologije je v soorganizaciji z GZS, Zbornico elektronske in elektroindustrije 22. maja 2017 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije organiziral delavnico Družbena sprejemljivost vodikovih tehnologij. Jaz prihajam iz Razvojnega centra za vodikove tehnologije, kjer zastopam ta center, torej smo progresivni, pozitivno usmerjeni k vodiku in ocenjujem iz tega stališča, da ima prihodnost ta tehnologija. Kot jo že lahko danes prepoznamo, je prisotna na trgu, imamo komercialne izdelke tako na transportu kot v stacionarnih sistemih, tako da jaz pričakujem, da se bo to samo še okrepilo. Kaj pričakujete od današnjega dogodka? Današnji dogodek, moram reči, sem zelo vesel, da je udeležba kar precejšnja za takšno vsebino, ki jo danes podajamo tukaj. Je pa predvsem nek pritisk javnosti, širše javnosti na zakonodajalca, da bo nekako sprejel in vključil v energetski koncept Slovenije tudi vodikove tehnologije. Pomembno je, da imamo nek krovni dokument, na katerem lahko tudi tuji investitorji vstopajo v naš prostor, da vejo, kje se lahko pozicionirajo. Udeležence so uvodoma pozdravili predstavniki organizatorjev ter Ministrstva za infrastrukturo. To vidim kot veliko priložnost za slovensko gospodarstvo, tako pri obnovljivih virih energije kot pri pametnih omrežjih in pametnih skupnosti. V precej priložnosti, kjer bi lahko naše gospodarstvo pripravilo izdelke, razvilo tehnologije. Na delavnici je magister Jurij Vindišar najprej predstavil delovanje javno-zasebnega partnerstva The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, doktorica Marta Svolšak iz Petrola je spregovorila o prvi vodikovi polnilnici v Sloveniji, magister Marko Femc iz podjetja Planet Solar pa o shranjevanju obnovljive energije s pomočjo vodika. Glede na izkušnje, ki smo jih v tem demonstracijskem projektu pridobili, menimo, da bo tudi v prihodnjih 10 letih ključno sodelovanje z različnimi deležniki, ker glede na ekonomijo obsega in razvitost trga, posamezni poslovni partnerji še ne bodo videli ekonomskega interesa, da bi samostojno investirali. Tako da bo potrebno poiskati učinkovite poslovne modele, da se bo infrastruktura za alternativna goriva hitreje širila. Iz Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani so se srečanja kot predavatelji udeležili docent dr. Boštjan Drobnič, ki je predstavil vodikove tehnologije v sistemih brez prekinitvenega napajanja, profesor dr. Mihael Sekavčnik, ki je govoril o vodiku v stacionarnih sistemih in kot del pametnih omrežij, docent dr. Mitja Mori pa je predstavil projekt Hyacinth, v katerem so ugotavljali mnenja deležnikov o družbeni sprejemljivosti vodikovih gorivno-celičnih tehnologij. Mnenje gospodarstva je dokazano pozitivno zaradi tega, ker na Fakulteti za strojništvo smo se v zadnjih 5 letih ukvarjali kar z 4 evropskimi projekti, kjer je bila tudi naša industrija zelo proaktivno vključena, se pravi gospodarstvo prepoznava svoje priložnosti in se seveda tudi pripravlja na vodikovo ekonomijo, ki se bo nam v določenem deležu v prihodnosti tudi zgodila. Širša javnost seveda tukaj pa bomo morali vložiti še kar nekaj naporov, zaradi tega, ker prav ta komunikacija z javnostjo in potem osveščanje javnosti, da bo prepoznala vodik kot varno in pa atraktivno, tudi brezogljično, če želimo alternativo v prihodnosti, tukaj bo pa potrebno vložiti še določen napor, ampak mislim, da imamo vse nastavke, raziskovalne inštitucije, ki se z temi tehnologijami ukvarjajo in verjamem, da tukaj nas čaka preboj v naslednjih letih. Kaj lahko storimo za večjo družbeno sprejemljivost alternativnih virov energije, tudi vodikovih tehnologij v Sloveniji? Mogoče so tudi javna naročila ena od poti. Ja, seveda, tako kot smo lani začeli z javnimi naročili tudi za električna baterijska vozila, lahko je eden od ukrepov, da država za druge nove tehnologije umesti nakup takih vozil tudi v prihodnjih javnih naročilih. Moramo pa ob tem tudi zagotoviti
promocijo takih tehnologij na način, da upeljemo recimo osebna vozila na naše ulice, avtobuse v javni potniški promet, in ko bodo ljudje videli, da prihaja nova tehnologija na trg, se bodo tudi sami lažje začeli odločati za same nakupe. Izkušnje iz tujine sta prikazala dr. Ben Todd iz Velike Britanije in Mortimer Schulz iz Avstrije. Within Slovenia, I think there are, like many places, there are very strong opportunities for hydrogen in Slovenia. I think Slovenia has showed strong leadership at the TSO level, so looking at how do we manage energy at the largest scale. And we see a very strong commitment, particularly I suppose within Ljubljana, to creating a green and pleasant environment. So if you take these two things together, you have the drive to stabilise the electricity grid, which hydrogen can be very useful for, and also to decarbonise and clean transport, which hydrogen also has a role in. So I think there's a strong possibility. Družbena sprejemljivost vodikovih tehnologij je bila tudi osrednja tema okrogle mize, ki je potekala v drugem delu dogodka. Omizje je bilo sklepčno, torej tudi soglasno, da vodikove tehnologije so neka usmeritev v prihodnost, namreč tehnologija omogoča relativno preprosto in visoko učinkovito transformacijo električne energije takrat, ko jo potrebujemo do končnega uporabnika. Torej vidimo jo kot energijo ne samo prihodnosti, ampak tudi sedanjosti.